Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Lep pozdrav v imenu ene največjih in najbolj množičnih nevladnih organizacij pri nas, ki združuje skoraj 60.000 aktivnih planincev v 284 planinskih društvih. Zdaj, da smo Slovenci planinski narod, ni potrebno posebej poudarjati. To tudi govorijo podatki oziroma številke, ki so tudi na predstavljeni prosojnici. Po raziskavi Fakultete za šport je v Sloveniji več kot 300.000 ljudi, ki redno zahaja v hribe in takšni oziroma in z temi in za njih Planinska zveza Slovenije pripravlja tudi različne aktivnosti in tudi združuje različne programe, ki so namenjeni tako mladim kot športno aktivnim, od športnega plezanja, alpinizma, tudi zdaj bolj novih športov, od tekmovalnega turnega smučanja, lednega plezanja, turnega kolesarjenja. V okviru naših aktivnosti tudi skrbimo za planinske poti, za planinske koče in seveda, tako kot je že prej moj predhodnik povedal, za vsako organizacijo je zelo pomembno tudi delo z mladimi in tudi temu namenjamo kar precej pozornosti. Zdaj, na samem sejmu bomo pa poudarek dali našim planinskim potem, predvsem tukaj predstavitvi slovenske planinske poti, ki gre od Maribora do Ankarana in je v letošnjem letu obeležila 60. obletnico ustanovitve in je najstarejša vezna pot na svetu, tako da tega tudi premalo poudarjamo in predstavljamo. Drugo področje, kateremu tudi vedno več namenjamo pozornosti, so pa naše planinske koče, ki so precej več kot eni gostinski lokali, ki so predvsem prostor za nudenje zavetja kot informativne točke in tudi ravno zaradi tega dati nek poudarek temu, tudi potem o zaveščanju, o ekologiji, vsem tem smo v preteklem obdobju začeli z dvema projektoma, in sicer certifikatom okolju prijazne koče in družinam prijazne koče in na takšen način izpostaviti tiste, ki dajo neki večji poudarek tako varovanju okolja in na drugi strani tudi družinskemu gorništvu, ki je nekako tudi osnova oziroma želja privabiti to skupino gostov in nekako tudi poskrbeti za najmlajše. Zdaj, ker pa nismo edini, ki smo aktivni v gorskem svetu, smo zraven na predstavitev na sejmu povabili še tudi sorodne organizacije, s katerimi zelo dobro sodelujemo in tako se bodo z nami predstavili na sejmu tudi Cipra Slovenija, potem Slovenski planinski muzej z raznimi ustvarjalnimi delavnicami in animacijami, potem se bodo predstavilo Združenje gorskih vodnikov, ki pač profesionalno vodijo v naše in tuje gore. Potem zraven se bo predstavila Geodetska družba Ljubljana z novim tipom planinskih kart in kot zadnji partner z nami so gorski reševalci, ki bodo pa tudi predstavili svojo dejavnost. Tako da vsi od partnerjev imamo planiranih precej aktivnosti, ki bodo namenjeni čim širšemu krogu obiskovalcev.